Je pa te dni kar gneča v Lukovci. Se rine in beži proti Štajerski. Napoleon prihaja. Ja. Toliko gospodskih babnic še ni bilo v Lukovici, kot sem jih videl v sredo. Saj bo vsa kranjska gospoda pobegnila. Bi bilo najbolj, če bi na kakšen voz še svojo fransko posadu, pa naj jo odpeljajo. Ja, se mi zdi, da bi ti kar zamenjal za kakšno gospodsko babnico. Pa misliš, da bi ti ta okupavala tvoje njive po bregeh? Ti ga tukaj piješ, tvoja pa doma gara. Ti boš govoril, še zdaj k sosed čez ograjo gledaš. Ja, ampak meni so všeč take, ki znajo tudi za delo prijet, ne pa jara gospoda. Pustite, da je ženske primer. Mene bolj skrbi, kaj bo z nami, če pride Napoleon. Obljublja že obljublja, kaj bo pa res, bomo pa še videli. Vsi tile so vlik, samo za oblast jim gre, potem se pa povampirijo. Boste še videli, vam povem. Ja, Slapar, vem, kaj te skrbi. Če pridejo Francozi, ne boš več dolenjske kislice prodajal za drag denar. Ko bojo Francozi tu, bomo pili francoska vina. Bergunca pa šampanca boš dal na mizo. Dragi moj Janez, za tako vino pa oba dva svojo Franco nimata dosti denarja. Pa če bi 3-krat na leto skopavala krompir. Skrajni čas je že, da pride Napoleon in se rešimo te avstrijske tiranije. Ko pridejo Francozi, se bo tu le slovensko govoril, pa tudi davke bo Napoleon zmanjšal, če jih ne bo kar ukinil. Ja, zlati časi se nam pišejo, da veste. Lahko smo vsi srečni, da bomo to doživeli. Boste videli, nobenih davkov ne bo. Veliko pivo bi prosil, Birt, pa hitro. Deželna bramba je popustila. Francozi so že pred Ljubljano, pa tudi naprej bodo še šli, vam povem. Rešujemo, kar se rešiti da. Vsaj svoja življenja. A pred ničemer ne bomo bežali. Ja, zakaj bi bežali pred nekom, ki je naš odrešenik? Ja, Sveta Marija, se jaz nisem znoril. Kakor veste, da vam ne bo še žal. Z Bogom! Reve izdejavske, pred samim sabo bežite. Naj živi Napoleon! Slapar, za vse pijače, jaz plačam. Na zdravje Napoleona in Francije. Poslušajte, razglas. Napoleon, cesar Francozov, kralj Italije, smo sklenili in sklenemo tako. Prvič, kranjska dežela se bo z eno komisijo iz 10 mož vladala in bo imela enega guvernerja. Drugič, vse postave, katere so do sedaj za moščanske reči in za hudobnike narejene, še nadalje ostanejo. Tretjič, vsi davki, ki sta jih sedaj cesar ali dežela jemala, bo le ta komisija prevzemala in k skupnim potrebam za kupovanje živeža za armado, ter tudi za odškodovanje tistih ljudi, kateri so zaradi te armade trpeli, namenila. Te zapovedi bodo povsod očitno oznanjene.
Oznanjam še naslednje. Beljaška Kresija, Kranjska dežela, Istra, mesti Reka in Trst, Primorje, en del Hrvaškega in vsa zemlja nam prepuščena na desnem kraju Save, Dalmacija in nje otoki se bodo od zdaj naprej imenovali Ilirske dežele. Podpisan Napoleon. Rekel, nič večje davke ne bodo, pa še odškodnino bomo dobili, ja bravo, bravo, pa še v šolah se bojo učili slovensko, ja to je pa bravo, to je ta prava oblast, bravo. Bravo, bravo. Ja botta no tih, saj ne upitane. Kaj pa, če se avstrijski cesar Franc vrne, kaj bosta pa pol? Ah, poglej no, te francoske fante, kakšni so? To so taki, da ne bo unih avstrijskih nikoli več nazaj. Vama rečem, to jaz sama vem. Ja, pa vseh jih botta previdne, ankoli se ne ve. Ah, meni so pa tako všeč, da bom kar še enkrat zakričala. Bravo, pa še odškodnino bom lahko dobila, če bom le imela kakšno škodo. Saj sta slišale. Boš dobila, kaj drugega, ne pa odškodnino. No, ali si slišal, kaj je povedal? Vse sliši pod Ljubljano. Istra, pa Dalmacija, pa otoki, pa Trst. Ali vidiš, kaj sem rekel? Ja, kaj? Saj to je normalno, ali ne? To je bilo zmeraj naše, drugače tudi ne more biti. Že cel teden prerivajte kanone, pa vojsko selijo po Črnogradu gor pa dol. Ne vem, kaj se pripravlja. Najbrž bo spet kakšna vojska. A ste slišali? Ja, kaj pa je spet Francka? A kje gori? Si mar desca zgubila? Ne, poslušajte. A ste slišali? Ja, povej ženo, kaj je ženska? A veste kaj? A ste slišali? Mi je rekla od brskega mežnarja žena, da ji je mož povedal, da je slišal od župnika, temu pa je povedal brski graščak Burgar, ko je bil župnik pri njemu na južni. Graščaku pa so povedali francoski oficirji, da Napoleon pripravlja eno veliko bando za napad na Rusijo. Ja, kakšno bando? Kje si pa to slišala? Sam sem bil soldat in vem, da je v vojski armada, ne pa banda. No, saj je čisto vseeno. Banda ali pa armada.
V glavnem je rekel mežnar svoji ženi, da je slišal od župnika. Ta je pa od burgerja prinesel. O, ta pa že ve, saj je francoski mer, da bodo tudi naše fante pobirali za vojsko. Vse mlade fante bodo pobrali, vse mlade fante. Sem vedel, da ne bo nič dobrega od teh Francozov. Prekleti Francozi, prav prisilili so me, da moram te soldate furati. Noben še hvala ne reče. Kaj, da bi še kdo kaj plačal? Jaz sem sit tega. Pa to še ni vse. Toliko trezen, kot sem bil te dni, že dolgo nisem bil. Še zapit ne dajo. A ste slišali? Tudi vojne davke so zvišali. Menda gre ta zmešan Napoleon na druse. Pa sej bo zmrznil v ruski Sibiriji. Mraz ga bo zdelal, vam povem. Ti, France, tizga pa še hvalu. Edini, ki nas lahko reši, a ne? Jaz ga hvalu nisem nikoli. Kar se mene tiče, je bil cesar Franc pa Avstrija veliko boljši. To, kar se pa zdaj dogaja, vam povem, je najslabše, kar se more zgoditi. Ta človek, ta Napoleon, je ljudstvo obrnil hrbet. Jaz sem veliko zdaj naredil, pa čeprav ga nisem nikoli preveč ubrajt. Zdaj tako govoriš, pred časom si pa drugač. S takim hinavcem ni imeti upravka. Bolje, da ga pustiš pri miru. Zate bi bilo najbolje, da odražaš z Napoleonom v daljno Rusijo. Tako boš lahko razmislil, katera oblasti bolj paše. Ma puste ga, ta še sam zase ne ve. Miha, pejt brž domov, jaz ne upravim sama z vsem. Otroc, pa štala, pa še tis francoska soldat, kar naprej okrog naše maruše leta. Ga komaj odganjam. Ne vem, kaj bo iz tega, mi ni nič všeč. Ti pa tukaj postopaš. Ja, saj ni tako hudo. Tiste 3 krave boste pa že uštimal. Ampak ta Francoz, kjer je zdaj to? Ni Louis, tisti je bil zadnjič. Zdaj ima ga Aleksandreta. Saj se mu bo zmašal. Tok sem jo hvalila, na, zdaj pa imam. Na hčer ma oglejte, na hčer, ne pa na soldate. Na, zdaj pa imamo. Tok smo hvalili te Francoze. Pri nas doma smo bile vse 3 tako prijazne z njim. Zdaj pa imamo. Kje je cesar Franc, da jih prižene iz naše dežele? Ne bomo jih čakali. Sami upravimo z njim. Meni je dovolj tega izkoriščanja. V Šentožbutu sem slišal, se po maši že zbirajo brambovci in se urijo z orožjem. Če ne bomo tukaj kaj naredili, grem jaz gor v Šentožbut njim. Pa to še ni vse. Šentožbutski fajmoštar Anton Rozman jih odkrito podpira. Fantje mislijo resno, vam povem. Jo, že bolj potih, da se ne razve, govoriti na glas je vseeno preveč nevaren. Možje vam povem, jaz v vojsko ne grem. Jaz ne bom umiral tam za enega Francoza. Jeren s tabo, Nande, k tvojemu gmajnu. Ne vpij, potiho. Ja, med rokonjače grem. Ja, Simon, kaj nam prostane drugega nam mladim fantom, kot da gremo med rokonjače? Če me tu ubijejo, bom vsaj vedel, zakaj bom umrl. Davki, obvezne fure, zdaj pa še vojska, to ne gre nikamor. Tudi jaz grem z vama, Nanda in Simon. Jaz bom sicer ostal doma pri ženi in otrocih, ampak vso silo vam bom pomagal. Nihče ne bo vedel, da sem rokovnjač. Simon in Polde, vidva pa lepo idite z njim, drugače vam Rusija ne uide. Če še kdo hoče, gre lahko še nocoj z nami. Gremo! Gremo!
Ojej, o, Tončka, kaj pa ti tukaj? To bi tudi jaz tebe lahko vprašala. A v Krašnji pa na Brdu ni dosti dobra cerkev zate? Že, pa je naš na vsak način tišal Šentožbold. Ne vem, kaj so se menili ti deci, ampak župnika Rozmana bi pa tudi jaz rada slišala, kako pridiga. Menda zna dobro povedati. Ja, tudi mene to zanima. Menda ni boljšega daljčna, v sem slišala. Miha, da ne bo spet zunaj stal celo mašo. Je dosti placa za vse v cerkvi. Ja, no, sej bom šel. Micka, pridno sem. Ja, prid, vam imam nekaj važnega zapovedati. A sta slišali? Mi od brskega mežnarja žena rekla, da ji je mož, ki je mežnar povedal, da je slišal od župnika, ki mu je brski hraščak Burgar pravil, da so mu francoski oficiri izdali, da bodo še nocoj fante za vojsko nabirali. Ja, tako je rekla, ja. Našega Simona že ne bojo dobili, je že na varnem. Je šel v Gmajno za Nandetom Krokovnjačem. A vse tako kaže, da je to edino prav. Franska, pa je to res? A je to res? O, pa še kako res, mi je od mežnarja žena povedala. No, tako sem slišala, tako naprej podam, ser boš pa sama videla Šencoj. Ja, če je tako, bomo še našega Gašperja skrili. Šele 16 jih ima. Kdo ve, če ne bodo tudi takih jemal. Ampak to, naša Maruša me skrbi. Samo za Francozi gleda, oni pa za njo. Ji ne morem zbiti z glave teh soldatov. Nared kaj, da ti ne bo žal, v kamro jo zaklen. Drgač ti bo žal. Prmej dunčana bom res. Že zvoni, bežmo. Gremo. Dragi bratje in sestre, v težkih časih, v katerih živimo, nas prežema skrb za našo domovino, ki trpi pod hudim pritiskom zavojevalcev, ki nam stori veliko hudega in krivičnega, pod krinko velikih obljub in nevere. Da, dragi moji, nevere. Koliko časa bo moral naš narod še trpeti takšne zavojevalce, take, ki so opustili vero in sveto cerkev, ki so se celo obrnili proti papežu in cerkvi, ki nam ne prinašajo nič dobrega, le nove davke, stiske in vojsko. Mar mora naš preprosti človek trpeti takšno nasilje? Mar res? Ne. Zakaj bi? Zakaj bi naš zvesti narod, zvest veri, cerkvi, zvest svojemu katoliškemu vladarju, cesarju Avstrije, ki je bil vedno zaščitnik naše svete vere in našega rodu, moral prenašati tako trpljenje? Naj nam bodo vzgled Tirolci, ki so se temu zatiranju z vso silo uprli in, dragi moji, s tem so se uprli tudi neveri in brezboštvu. Tudi vas, dragi možje in fantje, opominjam, da je prav, če se vključite v deželno obrambo,
in se zoprstavite temu leglu zla, pa se postavite na stran katoliškega cesarja Franca in Habsburške rodovine, ki nam je ves čas ohranila sveto vero in naš rod. Vprašam vas, dragi bratje in sestre, se je greh zoprstaviti zlu? Se je mar greh boriti proti Napoleonu, brezbožniku, ki ga je celo sam papež izobčil iz svete cerkve? Ne, ne, dragi moji, to ni greh, pa če jih 5 potolčete nevernikov francoskih, teh, ki so nam prepovedali zvoniti v cerkvah in nam procesijo branijo. Ne, to ni greh. Amen. Vse može, pa ki ste pripravljeni vstopiti v brambo, pozivam, da po maši pridete na vežbe, ki se bodo vršile pred šentožbolskim parožem. Le tako bomo ohranili vero in dom. Ajde, gremo vežbat, gremo, gospod župnik. Sej gremo. No, možje, gremo, dajmo, fantje. Dolžnost kliče, za orožje, možje, za vero, rod in domovino. Abteilung antreten. Dajta Jože, no, pa Janez. Najbolj živo pa lahko. Pojde. Dajmo. Abteilung, hab 8. Kaj je, Simon, česa ne veš? Pa si rekel. A ne zastopaš po nemško? A ti moram po slovensko povedati? Posluš, ko rečem Abteilung antreten, imate, da sem pridete, pa se postavite lepo sem. No, dajmo. Abteilung rechts Simon. Poglej unga dolgina na konc, pa se poglikaj z njim. Še enkrat. Abteilung rechts No, to je pa že bolj. Edino prav, muži, edino tako je treba. Mislim, da je že skrajni čas, da kaj naredimo. To oblast je treba zamenjati. Ti, Jože, Francet ne gre zaupati, veš. Ah, sej vem, Janez, vem. Kar pri miru ga pustimo. Tišina! Abteilung! Marschieren, lange Schritt, vorwärts, marsch! Dajmo. Daj se premakni, no. To so Halt! Stavte! Tišina, da ne slišim nobenega, ko marširate. Nam trikrat, daj še, no, daj. Tišina, še enkrat povem. Abteilung, rechts, richt, euch. To so fantje. Takih, kot so naši, nima, cesar Franc. Drugo nedeljo bom Marušo kar sem prpelala. Ko bo te naše fante videla, bo pa menda ja pozabila na francoske soldate. Gremo še enkrat. Abteilung, marschieren, lange Schritt, vorwärts, marsch! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, dobro, fantje, dobro gre. Abteilung, halt! Marschieren, lange Schritt, vorwärts, marsch! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, dobro, fantje, dobro gre.
Slapar, daj prinesite to mizo še eno rundo, fante so žajeni. Seveda, fante, seveda, takih se manjka. Le tako naprej. Nande, povej, kaj naj naredimo? Nič dobrega nam ne kaže. No, treba je priznati, da smo se Brambovci že kar dobro izurili pri nedeljskih vežbah v Šentolžbutu. Ja, nič ne rečem, ampak kaj bo teh nekaj proti največji armadi na svetu? Sploh ne vem, za koga smo se to vežbali. Jože, ti bi šel pa kar sam, z teh par mandelcev nad Napoleona ali kaj? A zdaj nas boš pa ti uneč dajal. Če te nikaj prav tine, kaj si pa potem hodil na vaje? Doma bi bil, pa Francozom rinil v vozove čez Trojane. Možje, nikar se ne prepirajmo. Vse drži. Tine, tudi to, da se mi nič ne upravimo s Francozi. Toda nekje pa treba začeti. Verjetno se taka brambovska enota, kot jo imamo v Šentolžbultu, res ne more zoprstaviti Francozom. Toda pri vsem uporu, ki se dogaja zopr Francozov v naših deželah, in o čemer je govoril tudi gospod župnik Ivan Rozman, lahko veliko pripomoremo. Če bi na vseh koncih monarhije ljudje poprijeli za orožje, bi se Francozov hitro rešili. Ja, Nande, potem nam nič drugega ne preostane, kot da se nam Brambovci pridružijo in gremo vsi skupaj k rokonaču. Simon, kako si to mislil vsi? Ja, Simon ima prav. Vsi se bomo dobili in skupaj bomo že pokazali Francozom, kaj se to prav bremena nam krancem na pleča nalagati. Nande, tudi kako bo pa to izgledalo, če kar vsi odrinemo v hosto? Kdo bo pa potem doma delal pa pomagal? Čez dan boste doma, ko vas bomo rabili, vas bomo pa že poklicali. Slapar, ti boš pa poskrbel za zveze in boš naš goreči podpornik. Za zveze bom že skrbel, ni problem. Za finančnega podpornika pa ne vem, če bom. Si že kdaj slišal, da bi rokonači rabili finančno podporo? Saj si menda kar sami vzamete. Mar ni tako? Sploh pa kdo bo še pil v moji ošteriji, če boste vsi v hosti? Saj lahko kar zaprem. Dej, Slapar, saj ti tudi Francozi denar nosijo. Ja, ampak glede na vse skupaj, če vas pogledam, ne bodo dolgo. Ja, sej pol pa mi nazaj pridemo, Slapar. A že veste, kaj se je spet zgodilo? Ja, veste. Ne samo, da fante lovijo po nedeljskih mašah pred cerkvijo. Zdaj to že med tednom počno Francozi. Ja, ampak so samo enega odpeljali. Franceta. Franceta. Franceta, da so odpeljali? Če ni kar sam šel, ker se je zbal rokonaču. Po mojem, da bo res. Vse, kar je videl, je nosil Francozom na ušesa. Zdaj je pa šel v njihova naročja, da ga ne bi dobil v roke. Ja. Ali pa so ga res sami poklicali. Kdo pa mara za človeka, ki se na vse strani klanja? Če za nas ni dober, tudi za nje ni. Zdaj bo pa lahko izkazal čast cesarju Napoleonu, ki mu je toliko podpore namenil. Ja, kdo ve, če se še vrne z ruske zemlje. A se res Francozi boji rokovnjačev, sem slišala? Kakšni rokovnjači? O čem pa govori ženska? Preveč govorite, da ne bo kakšnih sitnosti. Slapar, postrezi vsake kozarc domačga. Jože, potem pa ne greste domov. Še žensk nam je manjkalo tukaj. Nečesa se morate zavedati, možje. Vse, kar se menimo tukaj ali v hosti, ostane med nami. Nande! Šentolžbultski poštar Rudolf me je obvestil, da gre še nocoj francoska blagajna čez Trojane iz Cela proti Ljubljani. Z Bregarjem sva se pogovarjala in prišla do tega,
koliko bi nam ves ta denar pomenil pri naši rokovnjaški stvari? Si misliš, koliko opreme in orožja bi lahko nakupili za vse to? Pa še za nas bi kaj ostalo. Povej, koliko je vsega? Če hočemo kaj storiti, moramo to storiti še nocoj. Prav, jaz grem nazaj. Z Bregarjem vas čakamo na Očaku pri Starem hrastu. Na Očaku je najboljše mesto za napad. Voz bo šel mimo enkrat po noči med 10 in 2 uro. Če res hočete, se podvizajte. No, jaz gotov pridem. Pa prav gotov ne sam. Pa še to. Bregar je rekel, da brez tebe ne gre. Jaz pa tudi ne grem sam. Kdo ve, s kolikimi se bo treba tepsti. Grem zdaj. Pa srečno. Zdaj gre za res. Kdor je z nami, naj gre z menoj. Še ta trenutek. Kdo bo pa plačal? Ali dam na kredo, pa na čigavo? Kar na župana zapiš, saj ima občina denar. Ali pa mi bodo iz vojnega plina plačali, samo če se vrnejo te zgage. Daj, Miha, pojdi, si už spravo se ne boš. Simon, zdaj kaj znam neki savjet, ajde gremo. Dajte, ustanite pa pejte že nekam. Kdo vas bo pa poslušal? Janez, znaš na hrinkama. Nam da poglej Janeza, noče neče je, kot je pjenka macela. Svetoči dekli strsa bila in njih poljubi kakor mi. Kako bi duša ne drdela, kako bi glas ne pel nam mir. Bog svet nam dal zabavo je, življenje naše pravo je. Bog svet nam dal zabavo je, življenje naše pravo je. Preteklo žalostno nejasno, v ropsi smo položili jo. Sedanjost ljubimo prekrasno, razkošju bomo žili jo. In strast bodočih dni razvnema v žilah naših kri, razvnema v žilah naših kri. In strast bodočih dni razvnema v žilah naših kri. Na ražnju nam diši pečenje in v žepu nam rožlja zlato. Sledi življenje, budi želja na 100 in 100. Drhti nam žile v pestroki, v objem se prožijo sami. Drhti nam žile v pestroki, v objem se prožijo sami. Bog svet nam dal zabavo je, Bog svet nam dal. Življenje naše pravo je, zabavo je. Bog svet nam dal zabavo je. Življenje naše pravo je. Rebrsek je že šel s skupino fantov na ogled in stražo. Pripravljeni moramo biti vsak trenutek, da skočimo na Francoze. Jože, pa spregledal, če imajo fantje dovolj municije in če so puške pripravljene. Nocoj mora biti vse brezhibno. Kar se mene tiče, je vse na mestu. Fantje pa so pripravljeni. Župnik je rekel, tu če jih 5 mahnem ni greha. Ker je papež Napoleona iz cerkve vrgel. Po mojem jih bom jaz danes kar 3-krat po 5. Jaz sem bojevnik. Janez, mar niste šli že malo predaleč? Mar nisi se preveč spil.
Zapomnite si, možje, nismo prišli sem pobijati. Naš namen je ukrast blagajno, da bomo lahko naredili močno vojsko. Ljudi pa, če ni treba, pustimo primer. Nočem pobijanja, če res ni treba. Saj 5 jih moram, če ne za drugega, za Rozmana. Če me meni kdo kaj hotel, jaz pri miru ne bom stal. Bojo videli, kaj je nacku Miha. No, fantje, resni bodimo. Dal se pa ne bomo. Jaz se bom branil do konca. Kaj bomo pa naredili živimi Francozi? Da jih pustimo v Ljubljano, da bodo guvernerju razložili, kdo jih je napadel? A si zamislite, potem ne bodo pobili sam nas, ampak še naše družine. Ne vem, ali pa če jih spreobrnemo rokovnjače. Tako je! Vsaj 5 jih bom! Za Rozmana! Prav imaš, Simon. To se lahko zgodi in kaj bomo potem? Sicer pa smo res brambovci, vojska in drakonjači, če hočete. In komu je v vojski prezanešeno, vas vprašam. Je mar nam? Danes bi bili lahko že vsi na poti nad Nemce in Ruse. Kdo pa se vrne od tam? Vas vprašam, kdo? Če moramo, opravimo to na hitro. Kot se za ljudi vajene orožja spodobi in ne kot divjaki. Nande, koliko je važe ura? Ja, na 11 gre, a ni še nikjer nikoga. Nikjer ni nikoga, nič ne slišati. Fantje še oprezajo dol od babe gor. Če pridejo, bomo zvedeli še pravi čas, da bomo pred njimi na očaku. Kaj je? Koga naj že vsekam? A smo se že udarili? Saj 5 jih pustite zame. Janas, tiho. Zdi se mi, da sem slišal žvižg. Tiho, vsi tiho. Prihajajo, so že tu. Prihajajo, gremo, pohitite. Gremo. Levo, desno, gremo. Čak, pant je šel. Dobro. Ja. O, fantje. Komi je težka. Težka je bila. A smo. Tole pa res Zmagali smo! To je gotovo! Bravo! Zmagali smo! A sem je! A sem je! Zdaj, ko so zgubili blagajno, ne vem, kako se bodo pobrali. To je velika zguba za francosko oblast. Zelo me skrbi, kako bo z nami. Francozi ne bodo stali križem rok. Gotovo nas bodo iskali. Če bo tako, pobegnemo na avstrijsko stran. Tam bomo varni pred Napoleonom in če poslušate mene, se zagotovo vrnemo. In to kmalu. Za zmeraj gotovo ne bo. Tudi njim bo čas prinesel svoje. Poberi, kar imaš in bežimo.
Hitro, hitro! Francozi že iščejo krivce za napad. Rebrška in Simona so že ujeli, zdaj iščejo še preostale. Zbežati moramo na avstrijsko stran, sicer bo po nas. In kam peljejo Simona in Rebrška? Ja, morda v Ljubljano. Kdo ve, kaj bo z njima? To ne bo nič dobrega. To ne bo nič dobrega. Gremo, so že na terenu, gremo. Uber. A ste slišali razglas? A ste slišali? Groza! Vse so na smrt obsodili, vse. Ja, v Ljubljani so jih, Francozi so jih, pri Navju jih ustrelijo, jutri. Pa še druge so obsodili na smrt, vse po vrsti, ampak so imeli srečo, da so ušli. 5 jih bodo ustrelili. Hvala Bogu, da so drugi ušli, če ne bi bilo pol vasi mrtvih. Groza, groza. Groza, groza. Pa taki fejs fantje so bili. Taki fejs fantje. Moj Simon, moj Simon. Sreča, da je naš Miha pobegnil. Sreča, samo to vam pravim. Ja, sreča, sreča. A ima vaša Maruša še tisto francosko srečo v poslu? Da jo ni sram. Tebe pa tudi, da te francoske morilce pod streho držiš pa jih gledaš. Tako čudovitega fanta sem zgubila zaradi teh. Tega pri nas bo priprič konc. Veš, Tončka, hudo mi je, ampak nisem pa tudi nič kriva, če so vašega Simona ujeli. Ja, moj Simon. Ja, 3 leta je že, kar smo napadli Francoze in 3 leta, kar so nam postrelili naše fante. Ja, čas kar hitro leti. Hitro gre naprej. Ampak pozabili pa nismo in ne bomo. Vse to, kar so nam storili, se jim bo povrnilo. Z obrestmi. Ti poslušaj, Tončka pa še kar žaluje. Pa kaj ne bi, saj je bil Simon res fejs fan. Poslušaj, Miha. Francozom menda voda v grlo teče, v Rusiji so doživeli velik poraz. Res je, pa ne samo to. Od naših je prišla vest, da vsak čas pride avstrijska armada, ki bo pometla s Francozi na Kranjsko. Če pridejo, jim še jaz pomagam, jih bom že pokazal Francozom. 5 jih bom, 5 za Rozmana, če je treba. Menda je večina naših, ki so prebegnili na avstrijsko stran zraven. Seveda jim bomo pomagali. Drugač pa že kar čutim v zraku, da se bo to kmalu zgodilo. Ja, kar pripravimo se na to. Fantje, dolgo se že nismo videli. Naredimo vendar prostor štabu generala Felsajza, da bomo lahko tu v Lukovici pripravili načrt za napad na francosko armado. Živjo Joža, hvala Bogu, samo da si še živ. Kje pa je Nande? Nande je oficir pri njegovi gnadi. Ga ne vidiš v uniformi? Pa res,
Kar naprej, možje. Izvolite. Slapar, general Filzajs bo tvoj gost. Pripravi mize. Izvolite, možje, izvolite, li naprej. Z veseljem vam ponudim svoje gostišče. Tu boste imeli mir, časa pa tudi lahko vzamete, kolikor hočete. Hvala, Slapa. Lepo je spet stopiti v tole izbo. Prav pogrešal sem že ta kraj in vse vas, dragi moji. Dragi Oštir, če bo šlo vse tako, kot mislimo, ne bomo dolgo tu. Z vojsko pojdemo naprej, za Napoleonom. Gospodje, tu in zdaj se moramo posvetiti pripravi resne strategije napada na francosko vojsko. Najprej pa me zanima, kakšna so poročila o sovražniku. Polkovnik Velden, kakšne so novice? Vaša ekscelenca, če dovolite. Danes, dne 6. septembra 1813, so poročila, ki prihajajo naslednja. Napoleonov general Beloti gre od Kranja proti Mengšu s približno 7000 vojaki, ki so dobro izurjeni in pripravljeni, ekscelenca. Imajo tudi konjeniški regiment in artilerijo. Vse kaže, da bi nas radi ustavili ter potisnili kar se da na vzhod. Proti Mengšu? To je tu. Tako je, ekscelenca. Tukaj vidite med Mengšem in virom, kjer teče Kamniška Bistrica, je široko polje. Tukaj bi torej lahko napadli Francoze. Ta bitka bo zelo odločilna. Ne moremo se dovoliti poraza. In tu pravite, vse naokrog so hribi? Hribi in doline. Na zahodu se že odpira Ljubljana, na severu pa so Alpe. Vse posod pa so doline, iz katerih pritečejo reke in potoki v Kamniško Bistrico. Moj general, zadnje novice prinašam naravno z bojišča. Povejte hitro, nadporočnik Kavnic, kaj se dogaja? Gospod general, z drugo kompanijo 7. konjeniškega bataljona smo zasledovali predhodnico Francozov. Pod Brdom nad Čentvidom smo si pogledali z oči v oči. Gnali smo Francoze za prevojem in jih potovkli na želodniku. Bilo jih je kakih 40. Koliko daleč je to od tu? Ne več kot miljo, gospod. Pa padlih koliko? Žal, 2 moža smo izgubili. Mihaela Gresnika in feldwebla Josip Lepa iz 7. kompanije 5. bataljona deželne brambe. Tudi Francozov je kar nekaj padlo. Zagrebli smo jih kar tam na travniku, drugače ni šlo. Sam sem moral namreč zasledovati Francoze z našimi dragonci proti viru, kjer se, kot smo opazili, že utrjujejo manjše enote sovražne vojske. Torej smo že udarili. Nadporočnik Kavnic, naj vaši možje zdržijo linijo pri Bistrici. Jutri jih z vso silo porinemo proti Mengšu. Na povelje, moj general. Ko bi nam uspelo, ekscelenca, Francoze nekoliko potisniti v stran, bi jih morda celo lahko obkolili. Vaše blagorodje, če smem, bi vam nekaj predlagal. Ujete mož, če veste kaj, kar bi nam bilo lahko pomoč. Gospodje, glejte, tu je ogromno vojske in če bi le del te vojske poslali čez hrib v Tuhinjsko dolino, bi lahko od Kamnika dol Francozom prišli tudi za hrbet. Veliko naših ljudi je, ki vas znajo voditi čez, tako da boste obe naši vojski pravočasno prišli na pravo mesto. Ja, bravo, bravo! Pokažite mi tu na karti, ki bi se dalo priti. Vse ostalo pa že mi pripravimo, tako da dobimo Francoze v klešče. Velden, pripravite polk za odhod čez hrib. In sicer bomo odrinili jutri, tako da bi se 8. septembra 1813 na praznik Device Marije spopadli. Pa naj bo z Božjo pomočjo. Gospodje, naj danes vojska počiva, jutri pa odrinemo. Razumem. Ta dan sem čakal, Janez. Če nam zdaj ne uspe, nam tudi nikoli ne bo. Kdo bi si mislil, da bomo kdaj v Lukovici lahko videli toliko ene vojske? Kar ne morem verjeti svojim očem, da bi se le vsi vrnili nazaj živi in zdravi. Res je. Posluš, Francka, našega Francoza je pa kar noč vzela. Zvečer je še bil, zjutraj pa nič več. Veš, naša Maruša pa joka. Pa kaj ne bi, ko se pa že kar pozna. Ja, jaz sem te zelo svarila. Zdaj pa matek me niste poslušali. Ampak Micka,
Poglej, koliko je tukaj avstrijskih soldatov. Če z enim od teh zamenja zdaj, še ne bo nobeden opazil, da je sploh kdaj kaj bilo. No, to je pa že preveč. Pri nas je poštena hiša, pa nobena kasarna. Kaj takega. Kar je, to je. Saj sama kriva. Sama kriva. Napoleon je kriv. Napoleon. Če ne bi bilo tega Ferdamanovega Napoleona, bi bila naša Maruša še zmeraj kot od mame rojena. Prvi, drugi in tretji polk na povelje. Četrti polk. Pripravite. Konjenica, artilerija na povelje. Janez, Miha, gremo! Kje ste? Gremo, možje, gremo, fantje, zdaj gre za nas, zdaj gre za res. Vojni pripravni!
je tako ali tako praznik. Je dan velike zmage in mali šmaren. Pa naj bo še tretji. In naši hiši danes točimo za ston. Nande, dobro smo jo odnesli. To pa je bila bitka, kaj? Če ne bi prišli Avstrijci Francozom za hrbet, bi nam težka premagala. Ampak naš general Felzajs se je z nami tudi boril. Beloti strahopetec se je pa ves čas skril v Mengeškem turnu. Ja, strahopetec pa tak, ampak smo ga rokovnjači vseeno ujeli v Šinkovem turnu. Ja, kakor jaz vem, je padel danes 55 Francozov. Ranjenih je bilo 260, ujeli smo 650 pešcev, 83 konjenikov, pa zaplenili 2 topa s strelivom. Kakšna bitka! Več kot 15 stavžent nas je bilo tam. Kakšen prizor, kakšen prizor! In kakšna zmaga! Poslušaj, Nande, kaj pa rokovnjači? Te še kaj mika, da bi šel nazaj v hosto? Draga moja, mislim, da je za mene kar bolj konc, kar se tega tiče. Pa tudi ne verjamem, da bo še kdaj treba. Če pa že, potem vaju pokličem in gremo. V imenu Turistične zveze Lukovica, občine Lukovica, pa naprošam našega dragega režiserja, tako rekoč župana, ki je posvetil toliko ur, da smo lahko tole igro speljali in iz skromno darilom se mu za zasluženo delo zahvaljujemo. In vsem ostalim nastopajočim, ki so danes in 2 meseca priprave imeli toliko zaupanja v to, da bomo to naredili in smo tudi speljali. Vsem obiskovalcem najlepša hvala, da ste v toliki številu nas obiskali. Hvala lepa in prosim, gospod župan, naš režiser, iskreno čestitke za vse to speljano delo.
lepa vsem, ki ste sodelovali, za vaš trud, za vso pozornost. Jaz sem čisto noter padel. Ampak smo speljali nekako in jaz upam, da je bilo ljudstvo všeč, drugače jih tudi ne bilo v takih pogojih tako, ampak hvala Bogu, tudi vreme je zdržal, da smo lahko tole speljali. In ko smo se pogovarjali, že nekateri pravijo, da bi bilo dobro polet narediti mogoče naslednjo leto polet eno ponovitev, da bi lahko na ta način spet nekako oživeli to rakovnjaško zadevo. Jaz bi se zahvalil Primožu, ker je vso organizacijo delal in moram to povedati, razen tistih lepih francoskih uniform je v soboto, petek, soboto in nedeljo on sam vse tele uniforme naredil. Iz srca. Jaz so pa vsa društva, od kmečkih žena do konjerejcev, ne bom vseh našteval, ki jih bom ven spustil, ampak res hvala vsem skupaj in še kdaj nasvidenje. Srečno. Thank you.